Spoštovani, spoštovane, lep pozdrav na 4. olimpijskem aksi klubu. Prve 3 so bili veslači, plavalci in atleti. Danes imamo predstavnike 3 športov, ki bodo v Riu usamljeni, če ne upoštevamo spremljevalcev, trenerjev. Če gremo tukaj, Mateja Šimic, triatlonka, Teja Belak, gimnastičarka in pa Bojan Tokič, namiznoteniški igralec. Zdaj so to 3 športi, ki niso glih v medijih na prvem mestu, pa bi rad čim več izvedel vseh 3. Enega poznam malo boljše, 2 malo slabše. Pa bi kar začel z Matejo. Mateja, kako si sploh prišla v triatlon? Lep pozdrav. Ja, to je že kar dolga zgodba. Začela sem kot plavalka in pred zdaj že skoraj 30 leti sem gledala na televiziji eno oddajo. Mislim, da je bil takrat prvi triatlon v Sloveniji. Sem rekla, komu pa veliko, bom pa jaz to probala. Potem nas je pa plavalni trener namesto na suhi trening vpeljal na en otroški triatlon v Dolenjske Toplice, kjer sem prehtela vse fante. Tako da sem mi rekla, ok, to pa bo tam, ne. Kasneje, pri 15 letih, je prišlo tako, da sem se uvrstila v reprezentanco v triatlonu. Sicer sem bila še plavalka in v bistvu na prvi mednarodni tekmi, ki je bila tudi mladinsko evropsko prvenstvo, sem bila druga. To je bil pa pol rezultat, ki me je povlekel v triatlon. A to pomeni, da je plavanje pol tvoja najboljša disciplina? Jaz sem slišal, da bi lahko bila tudi atletinja, tudi kolesarka. Ja, kot plavalka se v bistvu nisem razvila čisto do konca. V bistvu sem prišla do članske kategorije, naprej pa pač nisem imela pač ne vem kakšnih rezultatov. Bila sem pa zmeraj zelo delovna. To je bil moj talent, tako. Oziroma je še zmeraj moj talent, eden od. Skratka, trenutno moram reči, da je kolo moja najmočnejša disciplina. Imam vse predpozicije kot kolesarka. Je pa res, da v bistvu na nekem nacionalnem nivoju sem tudi ena najboljših tekačic. Sem tudi parkrat na državna prvakinja v atletiki na 10 kilometrov. To se pravi, bi lahko bila tudi recimo v BTC City ekipi edini slovenski profesionalni? Mislim, da lahko, ampak imam en pomembnejši cilj v življenju, mislim, zdajle pred sabo, Rio v triatlonu, tako da mi je to poglavitno, no. Poleg tega se mi zdi zelo lep šport, konec koncev združuje 3 različne športe, plavanje, kolo, tek, tako da ne morem primerjati, no, z kolesarstvom, pa samo s plavanjem ali pa s tekom. Hvala za enkrat. Teja, nekje sem prebral, da je tvoja disciplina zelo neprepoznavna, to so tvoje besede, ko si dejala, da treniraš preskok, da so te v drug šport, atletiko, dali. Je ta prepoznavnost zdaj mogoče večja, nekaj uspehov je bilo, v Ljubljani imamo tudi Grand Prix ali svetovni pokal, kako se temu reče. Je gimnastika zdaj kaj bolj prepoznavna? Ja, v bistvu to, kar ste zdaj povedali z atletiko, nisem čisto razumela. Preskok, preskok, tvoja disciplina glavna, da si povedala, da to treniraš in da so te v atletiko dajali. Kar niso razumeli oni. Ne vem, kdaj sem to rekla, mislim, ne spomnim se. Prebral sem na internetu nekje, ampak dobro. Povej, kako misliš, kako si pa ti v gimnastiko zašla? Ja, v bistvu moja zgodba je malo drugačna. Mi smo pač živeli čez cesto in sem v bistvu v telovadnico prišla čisto po nesreči. Tako da so videli pol tudi zelo hiter moj talent. Tako da na začetku mami itak ni mogla verjeti, da lahko punce trenirajo po 4 do 6 ure na dan, tako da je rekla, da jaz to ziher ne bom. Zdaj pa v bistvu tako treniram že 15 let. Glede prepoznavnosti, se izboljšuje zadnje čase gimnastika ali je skozi na enakem nivoju?
Ja, definitivno je prepoznavnosti malo več, še vedno pač nismo tako prepoznavni kot skakavci ali pa kjeri drugi, ampak ni pa rečemo spet tako slabo, kot pač mislimo. Hvala lepa za enkrat. Bojan, poznam tvojo ljubezen do nogometa. Si kdaj ti kolebu namizni tenis, nogomet, te je na koncu oče pol tiska, te je za mizo dal in pimplej. Točno to, še zmeraj sem mu hvaležen, da me je dal v ping-pong, če me je dal v nogomet, Bog ve, kje bi pristal, tako da. Ampak ja, ko sem bil star 7-8 let, tudi 10 tam nekje, sem zmeraj raje zahajal na nogometno igrišče, kot pa v ping-pong dvorano. Tudi kakšen ping-pong trening sem zamudil zaradi nogometne ljubezni in to smo s fanti ulica proti ulici igrali in tako naprej. Mislim, govorim včasih, ko sem bil še v Bosni, ne, tam do 10. 11. leta, ampak le, na srečo sem prišel potem v namizni. Ko sem prišel v Slovenijo, sem potem bolj začel z namiznim tenisom. Si pa velik navijač, lahko izdaš, za koga navijaš? Juventus, že od leta 95. Juventus je moja prva ekipa, pa imam rad tudi seveda Barcelono. To iz tistih časov, ko sem bil še s punco iz Barcelone, ne, potem je to prišlo do tega in tako naprej. Kaj pa na slovenskih igriščih, zdaj, ko je bilo modern tale dvoboj Olimpija, Maribor, kje si, na kateri strani si bil tukaj? Nisem res. Ni to noben diplomatski odgovor, jaz ne znam biti diplomat, jaz povem, kar mislim, to je to in bi rekel, če bi res imel kakšnega bolj rad Maribor pa Olimpijo, če bi šlo med Gorico in drugim dvema ekipama, pa bi se seveda za Gorico odločil. Tako med Olimpijo in Mariborom pa mi je bilo čisto vseeno. Ok. Zdaj vsi trije že nekaj časa, odkar ste se uvrstili na olimpijske igre, lahko malo opišete pot do norme oziroma do vstopnice. Moja kvalifikacijska pot je bila kar dolga, 24 mesecev in se je v bistvu zaključila 15. maja 2016, skoraj torej 10 dni nazaj. Šteli so 14 najboljših rezultatov potovanja. V bistvu tekem je bilo zelo, zelo veliko po celem svetu, s tem tudi potovanj in vsega ostalega zraven. Skratka, bilo je kar naporen. Edino srečo sem imela oziroma smo planirali tako, da smo začeli od začetka in da sem že na začetku nabrala dovoljšno število točk, pač nabiramo točke, da mi na koncu zadnje 3 mesece ni bilo treba res na čisto vsako tekmo iti, tako da sem naredila 30% tistih tekmovanj samo v zadnjih 3 mesecih, tako da imam tudi dovolj časa zdaj za pripravo za finalni nastop v Riu. Ja, pri meni je bilo malo drugače, pri nas pač ne zbiramo točke na večjih tekmah, ampak ponavadi odloča samo ena tekma. Najprej smo imeli oktobra svetovno prvenstvo, kjer sem se pač mogla uvrstiti. Pač jaz pa še ena moja kolegica sva pač tekmovali med sabo in ona, ki je bila boljša, je pač državi s tem zagotovila eno mesto. Potem sem pa pač zdaj na predolimpijskem turnirju aprila si mogla še enkrat to mesto zagotoviti, tako da sem kljub poškodbi 2 dni prej zbrala dovolj točk in se s tem uvrstila. No, ko smo že poškodbi, kakšno je stanje zdaj, kaj je ovira? Ja, v bistvu jaz sem letos imela kar veliko teh poškodb, v bistvu od oktobra so se vrstile ena za drugo. Najprej sem si natrgala stopalo ene vezi, pol se mi je vnel stopalni lok, zdaj pa še 2 dni pred to najbolj pomembno tekmo sem padla na preskoku, pa se mi je v bistvu nabradla neka voda v kolenu, zdaj smo to kar nekako sanirali, ampak še vedno ni čisto, kako bi moglo biti. No pa pri vas je še tako, da si se mogla v mnogoboju, kar je bilo težje, ne? Ja, v bistvu jaz imam mogoče malo srečo, da pač mnogoboj skozi treniram, ker kakšni drugi, ki so specialisti na posameznih orodjih, tako kot jaz, trenirajo samo pač tisto orodje in je zaradi tega jim toliko težje, jaz pa pač že odkar treniram, delam vsa orodja, tako da ni bilo spet take krize. Hvala. Bojan, 3. olimpijske igre. Zdi se, da
da si zdaj letos najlažje prišel med te, ki bojo nastopili na olimpijskih? Ja, lahko bi se reklo, da sem cel čas imel vse pod kontrolo, glede na svetovno lestvico, ni pa noben pričakoval najbrž, da se bom jaz uvrstil na tistem kvalifikacijskem turnirju, ne. Se je bilo samo 11 mest, če se ne motim, na kvalifikacijskem turnirju. Turnir je bil, se pravi, vsi so mogli biti tam, od Bola do Samsonova. Razen Ovčarova, ki si je na evropskih igrah priigral to, potem pa seveda, jaz sem bil tam nekje mogoče 20. nosilc turnirja, približno govorim, ne vem niti kako, in da sem uvrstil med tistih 10, no, sigurno ne. Pa to, če se na turnirju ne bi uvrstil, sem imel seveda še dovolj zaloge na svetovni lestvici in bi seveda po svetovni lestvici prišel noter. Jaz sem trenutno 48, se mi zdi, zadnje mesto, ki je peljalo na olimpijske igre po lestvici, mislim, da je bilo 87, ki ga je vzel, 87 ali 88, ki ga ima Romun Krišan, tako da vse je bilo pod kontrolo, ampak me veseli, da sem to potrdil na najmočnejšem turnirju v Halmstadu. Je bilo letos najmanj stresno, glede to, vem, poznam tvojo željo, da nastopiš na olimpijskih igrah. Prejšnje kvalifikacije si se kar tresel do konca, zdaj pa... Ne, bil sem zmeri, sem odigral to. Peking sem tudi prišel noter prvi, tako kot zdaj v Halmstadu, za London sem pa prišel noter po svetovni lestvici, sploh nisem rabil nastopiti na kvalifikacijskem turnirju. Je pa bila sezona zelo čudna, zelo naporna, poškodbe komolca, odpovedi evropskega prvenstva, od suspenza zveze, kaj sem imel, še nekatere bolečine v prsi, ker sem tudi bil v bolnici v Nemčiji 2 dni, tako da je bila sezona res katastrofalna, ampak na koncu se je izteklo od meseca marca, aprila, pa je šlo vse tako, kot treba in sem vesel, da se je tako končalo in da se bo še tako nadaljevalo. Hvala. Teja, ti si že bila, kvalifikacije so bile namreč v Riu, ne? Nam lahko malo razmere opišeš zdaj, kako je bilo kaj zaznati že takrat te olimpijske duše, je bilo kaj komarjev? Ja, 2 sta me pičila, ampak drugače, jaz, ko sem bila tam, v bistvu nisem pač zaznala tega vzdušja, mogoče tudi zato, ker pač nismo bili v olimpijski vasi, ampak v hotelu, tudi ni bilo drugih športov, ampak samo mi, tako da je bilo zame kot ostale tekme. Drugače pa nisem izdelal še vse tako pripravljen, kakor mora biti, tako da upam, da jim bo v teh 2 mesecih to uspelo dokončati. Kako je, komarji, se kaj bojiš? Ne, nič se ne bojim. Ne? Pa ti, glede, da je voda zraven, ko tekmuješ, verjetno boš celo od vseh vas 3 najbolj izpostavljena komarjem. Ja, moja tekma poteka na plaži Copacabane, tako da plavamo v morju. Bila sem že avgusta lani pri eventu. Takrat komarjev ni bilo, ne. Na našo srečo, no, moram reči, da je v Braziliji takrat zima, tako da bo tudi manj komarjev, ne. Tako da mislim, da te bojazni ne bo. Pa onesnaženost vode? Ja, voda je onesnažena ali pa ne onesnažena, na to pač nimamo mi vpliva, ne. Poskusili bomo vsi, ne samo jaz kot športnica, da bomo čim manj, mislim, kot tudi drugi tekmovalci, da bomo čim manj v tej vodi, da pač med tekmo probali čim manj piti, ne. Vzeti kakšno tableto za zaščito želodca, da ne bomo imeli pol naprej kakšnih problemov, ampak načeloma so vse vode, v katerih plavamo, bolj kot ne neoporečne. Hvala. Bojan, tudi ti si že bil v Riu. Povej, kako je glede varnosti, je kakšna možnost za kakšen teroristični napad, kot je bilo leta 1996 v Atlanti? Ma ne, po moje ne. Jaz že 10 let ne hodim v Rio, sem pa res od leta 2000 do 2005 hodil vsako leto. Zdaj pa zadnje čase ne organizirajo več iz tega turnirja v Rio, skozi nekje v nekem drugem mestu, potem ni tako atraktivno, potem nisem niti šel, ampak jaz ne vidim strah za terorizmom, ne. Je pa res, da takrat so bile tiste nevarnosti, bi rekel, na ulicah in tako naprej. Jaz osebno nisem doživel, so pa moji sotekmovalci, mislim,
konkurenti iz drugih reprezentancov pa doživeli tudi marsikaj in tako naprej, ampak jaz vem ob 6, ko je tema, takoj soba in to je to. In gotovo, jaz ne grem, ne riskiram nič in to je to, ampak da je nevarno, takrat je bilo, zdaj ne vem, če se je kaj spremenilo v 10 letih, tako je to. Nekaj časa je še do olimpijskih iger, zdaj me zanima, verjetno imate še druga tekmovanja, lahko te malo zaključne, Teja, če ti začneš, vemo, da je zdajle praktično odhajaš na Evropsko prvenstvo. Kaj pričakuješ od tega Evropskega prvenstva in kako bojo pol nadaljne priprave potekale do olimpijskih iger? Ja, v bistvu mi v soboto odpotujemo na Evropsko prvenstvo v Švico. Jaz moram priznati, da sem letos na to Evropsko kar malo pozabila, ker sem bila v bistvu bolj skoncentrirana na predolimpijski turnir, ker pač si že od začetka svoje kariere pač želim in je to zame pač največji uspeh, da sem se uspela uvrstiti na olimpijske igre. Tako da letos se za Evropsko prvenstvo tudi nisem nekaj posebej pripravljala, tako da jaz bom skočila te svoje stare skoke pa pač upala na najboljše. Pa potem naprej? Ja, potem naprej nas čakata še 2 tekmi svetovnega pokala, ena konec junija pa ena v začetku julija. To pa mislim, da boš imela pol nov program že za olimpijske? Ja, v bistvu jaz sem do zdaj, do aprila itak delala skozi mnogoboj, ker sem se pač s tem mogla uvrstiti, zdaj pa pač, ko pridemo iz evropskega, bom probala na preskoku dodati en težji skok. Hvala. Mateja, tudi ti kakšno večje tekmovanje še do olimpijskih? V bistvu jaz sem se tudi skoncentrirala prvo na kvalifikacije, tako da zdaj je kar malo padal, kar se tiče tekmovanj po koncu kvalifikacij. Ta teden je drugače Evropsko prvenstvo v Lizboni, ki se ga ne bom udeležila. V planu imam samo priprave na Rio. Mogoče bom napravila kakšno krajše tekmovanje tukaj v Evropi, ampak bolj kot pregledno, da vidimo, kaj še treba popraviti, drugače pa cilj samo še olimpijski nastop v Rio. Kje se pa pravzaprav pripravljaš? Kje se boš pripravljala, če govorimo o olimpijskih igrah, ali pa kje je tvoj običajni kraj za treninge? Glede na to, da sem z Ljubljane, bom zdaj v tem času trenirala kar doma. Moram reči, da je maj pa potem junij sta pač idealna meseca za trening v Sloveniji. Sicer še nimam celotnega plana, ampak rada bi se pripravila v Radovljici, kjer je 50-metrski bazen, zraven je 200 metrov stran atletski stadion. Poleg tega Blejsko jezero, odprta voda, kar je za triatlonce zelo pomembno, da v bistvu vadimo tudi odprto vodo. In v bistvu zame je Radovljica res idealen kraj. Kasneje, v sredini julija bom šla verjetno za 2 tedna v Rio Maior na Portugalsko, kjer organizira priprave Svetovna triatlonska organizacija in je povabila določene olimpijce, tako da bomo skupaj trenirali. 4. avgusta grem pa že v Rio in iz Ria potem San Paulo, tako da v Santosu bom napravila še zadnjih 10 dni priprav za italijansko reprezentanco, tako da iz tam pa potem letim direktno v Rio na tekmo. Hvala. Bojan, ti imaš pred olimpijskimi tudi bi lahko rekel, en višek sezone, naš turnir čez en dober teden. Kaj tam pričakuješ? Odprto prvenstvo Slovenije, še prej greš v Zagreb na odprto prvenstvo Hrvaške? Niti sam ne vem, kaj pričakujem. Kaj ne rečem, jaz skrbim že celo večno sam za sebe, za svoj program, za svoje nastope, vse sam tempiram, vse sam organiziram in tako naprej. Tu in tam seveda, kdo priskoči, nekje pomaga in tako naprej, tako da niti sam nisem več toliko pameten, kaj narediti in kako narediti, čeprav imam ogromno izkušenj, res, in že celo večnost pazim na svoj trening in vse ostalo. Tudi sam ne vem,
nekako naj se pripravim, nekako sem totalno neodločen, nekje, nekaj, vse imam nekaj bolj okvirno pripravljeno. S turnirji in Zagreb, in Otočec, in Japonska, in trening s Portugalci, trening na Švedskem, vse to nekje visi v oblakih in ne vem kje, nič nisem še nič potrdil, tako da ne vem, kako bo vse to skup, ampak ne vem. Otočec, zanimiv turnir, bomo videli. Jaz sem zmeraj dober nastopil na domačih turnirjih, posebej v Velenju, če vzamemo tisto statistiko, koliko sem dober igral, sem najboljši na domačih turnirjih igral in tako lepo, da po tolkem dolgem času se spet takšen turnir vrača v Slovenijo, posebej zato, ker je samo 2 meseca pred olimpijskimi. Seveda mislim, da veliko je tudi prijavljenih dobrih igralcev in bo turnir zelo zanimiv, pričakovanja bomo videli. No, važno je, da potem v Riu odigram tako, kot si želim, vse ostalo pa manj pomembno. No pa kar če nadaljujemo, še zadnje vprašanje za vse. Pričakovanja, zdaj nekaj časa do Ria je še, že razmišljaš, kaj bi te tam zadovoljili, po kaj greš tja, verjetno ne samo na dopust. Pa ja, no, vse vemo, kako je pri nas, eno tekmo odigraš, lahko si out, lahko te pa ta tekma dvigne in prideš v drugo še boljši in tako naprej, odvisno vse tiste dnevne forme, odvisno tistega dnevnega navdiha, od pripravljenosti in to je to. Jaz sem včeraj, predvčerajšnjim imel tisto tekmo finala nemškega prvenstva, 3 tedne živel za to tekmo, pazil, kaj jem, kako treniram, kako se pripravljam na to tekmo, prejšnjo tekmo se ne počutiš tako, ko si želiš, ne, za najbolj pomembno tekmo, naprimer, ne, in ne odigraš tako, ko si želiš in to je tista stvar, ki si jo najbolj želim, da pridem na turnir, da res rečem, wow, počutim se dober, igram dober, potem pa jaz marsikoga lahko premagam. Če pa se borim sam s sabo, potem je to najhujše. Hvala. Teja? Ja, jaz bom v Riu šla samo preskok, tako da ciljam na en čim boljši rezultat tam, tako da jaz bom probala en svoj skok izboljšati, pol pa pač upam na uvrstitev nekje do 20. mesta in mislim, da bo to super. Finale je nedosegljiv? Ja, mislim, da je zelo nedosegljivo, tako da o tem niti ne razmišljam. Hvala. Mateja? Jaz razmišljam tako realno do 20. mesta. Je pa tako, kot je rekel Bojan, vse odvisno od dnevnega počutja. Lahko se zgodi marsikaj. Skratka, bomo videli, lahko bo boljše, lahko bo pa slabše. Ampak dala bom pa sigurno vse od sebe. Najlepša hvala, jaz vam želim srečo, pa lepe priprave oziroma čim manj naporne na olimpijske igre. Zdaj bi vas pa še prosil, če si vzamete še malo časa za posameznike, tukaj novinarje, ki jih bo sigurno veliko zanimalo. Pa hvala še enkrat.